V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost in mir Boga našega Očeta in Gospoda Jezusa Kristusa naj bo z vami vsemi. Dragi bratje in sestre, lepo pozdravljeni tukaj v Stolni cerkvi Svetega Nikolaja. Danes, ko smo se zbrali predstavniki katoliške, evangeličanske in binkošne cerkve, da bi skupaj molili. Po Jezusovem naročilu, kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, soglasni v isti prošnji, jih bom uslišal. S posebnim veseljem pozdravljam najprej našega gospoda škofa, doktorja Petra Štumfa, duhovnika evangeličanske cerkvene občine v Murski Soboti, magistra Leona Novaka, pastorja binkošne cerkve, gospoda Andreja Cipota. Dobrodošli in lepo pozdravljeni, dragi bratje in sestre vseh cerkva. Naj bo do naša srca združena v molitvi, zato da bi Gospodov duh vel nad nami, da bi edinost, ki je delo Svetega Duha, tudi z našim današnjim srečanjem rasla. Ko se v molitveni osmini za edinost zbiramo k bogoslužju, odgovarjamo na Božji klic. S pesmijo, besedo in kretnjami utrjujemo medsebojne vezi v Kristusu. V tem bogoslužju si bomo še enkrat priklicali v spomin nekaj misli iz prvega pisma Korinčanom, prisluhnili bomo Pavlovemu rotečemu vprašanju, mar je Kristus razdeljen. To vprašanje nas kot posameznike in kot skupnosti kliče k molitvi in samospraševanju. To bogoslužje so ustvarili kristjani v daljni Kanadi. Ime te dežele v jeziku prvotnih prebivalcev Kanade pomeni vas. Naš svet je postal majhen, postal je svetovna vas. Kristjani smo Božji domačini ali sovaščani. Ko se zberemo k bogoslužju, se zares povežemo v veliko svetovno vas. V tem duhu vas pozdravljam in vabim, da se povežemo v molitvi. Naj bo z nami milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga in Očeta in občestvo Svetega Duha. Amen. Bog ljubezni, vse nas kličeš k sebi. Iz naših domov in pisarn, iz naših rudnikov in tovarn, njiv in trgovin, ribiških čolnov in čred, iz šol in bolnišnic in nas vabiš, da postanemo eno v občestvu z našim Gospodom Jezusom Kristusom. Amen. Bog ljubezni, zahvaljujemo se ti za darove narave, s katerimi nas tako bogato obdarjaš, za vzhajajoče sonce, za toploto, ki prihaja z juga, za blagodejen dež, ki vse oživlja, za mraz in sneg, ki nas utrjujeta, za svež veter, za zemljo, iz katere prihajamo in v katero se vračamo. Hvala ti, Gospod. Hvala ti za naš zemeljski dom. Naj na tej zemlji živimo kot bratje in sestre. Naj se veselimo darov, ki jih daješ drugim, naj sočustvujemo z njimi, kadar trpijo. Moč iz tvojega Svetega Duha naj prenavljamo obličje zemlje. Amen. Začasno
Usmiljeni Bog, v Jezusu Kristusu smo vsestransko obogateli v vsej besedi in vsem spoznanju. Te darove pripisujemo Tebi in ne priznavamo, da bi prišli od nas, temveč da prihajajo od Tebe. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Usmiljeni Bog, v Kristusu ne pogrešamo nobenega daru milosti. Obenem smo preveč zagledani vase, da bi z drugimi ljudmi delili Tvojo oživljajoče oznanilo. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Usmiljeni Bog, kličeš nas v občestvu s svojim Sinom Jezusom Kristusom. A mi se nismo pripravljeni dopolnjevati v istem mišljenju in istem hotenju. Dopuščamo, da so med nami prepiri. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Usmiljeni Bog, Ti ostajaš zvest kljub našim slabostim. Odpusti nam greh mlačnosti in delitve. Z milostjo Svetega Duha nas razvznemi, da se bomo oklenili zaveze edinosti s Teboj, drug s drugim in z vsem Tvojim stvarstvom. Amen. On je ljubezni in milosti. Velik je Bog, zvesti resničen je, on je ljubezni in milosti. Velik je Bog in vreden vse slave, velik je Bog in vreden časti. Velik je Bog, povznikni, povznikni, povznikni za bojno. V tem jutru bi prebral Božjo besedo iz prvega pisma Korinčanom. Povabil bi vse zbrane, da vstanemo. Božja beseda pravi takole. Prvo pismo Korinčanom, prvo poglavje, prvih 17 vrst. Pavel, po Božji volji, poklican apostol Kristusa Jezusa in brat Sosten,
Božji cerkvi, ki je v Korintu, posvečenim v Kristusu Jezusu, poklicanim in svetim, z vsemi, ki kličejo ime našega Gospoda Jezusa Kristusa, kjer si bodi, na svojem ali našem kraju, milost vam in mir od Boga, našega Očeta in Gospoda Jezusa Kristusa. Vedno se za vas zahvaljujem svojemu Bogu za Božjo milost, ki vam je bila dana v Kristusu Jezusu, kajti v njem ste vsestransko obogateli vsej besedi in v vsem spoznanju. Pričevanje o Kristusu se je namreč med vami utrdilo, tako da vi, ki pričakujete razodetje našega Gospoda Jezusa Kristusa, ne pogrešate nobenega daru milosti. On vas bo tudi do konca utrdil, da boste brez krivde na dan našega Gospoda Jezusa Kristusa. Zvest je Bog, ki vas je poklical v občestvo s svojim Sinom Jezusom Kristusom, našim Gospodom. Bratje, rotim vas v imenu našega Gospoda Jezusa Kristusa. Vsi govorite isto in med vami naj ne bo razprtij. Med seboj se dopolnjujte v istem umu in istem hotenju. Hlojni domači so mi namreč sporočili o vas, bratje moji, da se prepirate. V mislih imam to, da ta ali oni izmed vas pravi, jaz sem Pavlov, jaz Apolov, jaz Kefov, jaz pa Kristusov. Mar je Kristus razdeljen? Mar je bil Pavel križan za vas? Mar ste bili krščeni v Pavlovo ime? Hvala Bogu, da nisem krstil nobenega izmed vas, razen Krispa in Gaja. Tako nihče ne more reči, da ste bili krščeni v moje ime. Pač, krstil sem še Stefanajevo družino, sicer pa ne vem, da bi krstil še koga drugega. Kristus me namreč ni poslal krščevati, ampak oznanjati evangelij in sicer ne z modrostjo besede, da se Kristusov križ ne izvotli. Amen. Amen. Izvolite sesti. Amen. V tem jutru sem privilegiran, da lahko z vami podelim nekaj besed iz Svetega pisma. V naši skupnosti, v Binkošni cerkvi Murska Sobota, smo predani sporočilu Svetega pisma in sporočilu Evangelija, ki ga najdemo v Svetem pismu. Beremo ga neprestanoma, iz njega pridigamo in vse povsod oznanjamo sporočilo, ki ga daje Sveto pismo. Čeprav se mogoče mnogim v današnjem svetu, tudi v naši Murski Soboti, zdi to nesmiselno, mnogi pravijo, saj berete stare novine ves čas. Ampak opažam naslednje. Več beremo Sveto pismo in bolj smo seznanjeni s poročilom Svetega pisma, bolj si ga želimo, bolj po njem hrepenimo. Preprosto rečeno, ljubimo sporočilo Evangelija, ljubimo sporočilo Svetega pisma. In pri nas velja, Sveto pismo je Božja beseda za nas. Je najvišja in končna avtoriteta za vero in praktično življenje vsakega kristjana. Je zanesljivo in kar se tiče odrešenja, nezmotljivo. Vsebuje resnico. Zato Pavel, apostol Pavel, znameniti možakar v zgodovini krščanstva, sam jasno pravi v pismu Rimljanom, ne sramujem se evangelija, saj je vendar Božja moč v rešitev vsakomur, ki veruje v Jezusa Kristusa. Haleluja! Današnji svet funkcionira povsem drugače. Mnogi dnevno zavračajo sporočilo Svetega pisma in tisto izvirno sporočilo evangelija. Ljudje, ki jih dnevno srečujem, so povsem indiferentni do sporočila evangelija, nimajo nobenega interesa. Žal, v današnjem svetu velja tudi, predvsem v evropskem predelu sveta,
velja tudi naslednje, da žal tudi mnogi tako imenovani kristjani sporočilo Svetega pisma zavračajo. Hodijo v cerkev, pa še nikoli niso prebrali enega odlomka iz Svetega pisma, kar je fascinantno. Nekateri imajo radi dele, ki so jim všeč, drugi dodajo mogoče kakšne dele zraven, samo da je stvar prilagojena njim. Ampak opažam naslednje. Če je človek res kristjan, če je res spoznal in doživel Jezusa Kristusa, potem ljubi sporočilo Evangelija. Ljubi sporočilo o odrešenju, ki ga najdemo v Svetem pismu. In v Stari zavezi najdemo ogromno odlomkov v Svetem pismu od ljudi, ki so ljubili Božjo besedo. Preprosto so bili so z njo povezani. In pravi, recimo Psalm 19 pravi, Gospodove besede so bolj zaželene kakor zlato v mojem življenju, pravi. Bolj kakor obilje čistega zlata in pravi, bolj kakor med so sladke. Kralj David, znameniti kralj v Izraelu, je 5krat v enem psalmu rekel, ljubim tvoj zakon, o Gospod, ljubim tvojo besedo. Enako apostol Pavel pravi, ljubim besedo o Jezusu Kristusu. Žalostna sporednica k temu pa je, da mnogim sporočilo Svetega pisma ni prioriteta, ni glavna stvar, ni osrednje čisto sporočilo za njih. Čisto in pristno sporočilo o Jezusu Kristusu je danes redkost in človek se mora dokopati do njega, da bi ga našel. In Sveto pismo v mnogih primerih je ravnano z njim, kot da je le pač ena od mnogih knjig. Kaj šele, da bi v svojem praktičnem življenju se ravnali po tej besedi. Besedilo, ki smo ga prebrali iz prvega pisma Korinčanom, je ravno opis takšnega stanja. Namreč apostol Pavel nagovarja kristjane v mestu Korint, to je bilo nedaleč od Aten, v 1. stoletju našega štetja. In kaj se je dogajalo? Pravi Pavel v tem odlomku, ki smo ga prebrali, pravi, dragi bratje in sestre, dragi kristjani, vsi vi, ki poznate Jezusa Kristusa, ki ste doživeli Jezusa Kristusa, pravi, slišim, da so med vami razprtije. In v krščanskem svetu danes velja razdeljenost, s tem se srečujemo. Velja, eni pravijo takole, drugi spet malo drugače in s tem se soočamo. In pogosto se človek sprašuje, kakšna je resnica? Kaj je prava resnica? In Pavel je slišal o teh razprtijah v mestu Korint. In zakaj Pavla te stvari zanimajo? Zakaj mu je to posebej v srcu? Zato, ker je to bila skupnost, ki je on začel. Tja je prinesel sporočilo Evangelija in vsi, ki so tam bili zbrani in so slišali Pavlove besede, poznali so Jezusa Kristusa. Spoznali so ga, sprejeli v svoje srce, v svoje življenje in oznanili so ga za svojega osebnega odrešenika, za Gospoda, za svojega rešitelja. In o čem govori Pavel? Na začetku v tem pismu le odpre to temo in celih 16 poglavij poskuša Korinčane prepričati o nečem, kar je zelo pomembno, kar je bistveno. In jaz bi nas tudi v tem jutru rad glede tega nagovoril. Namreč Pavel pravi naslednje. Kot prvo stvar vidim pri vas, dragi Korinčani, vidim naslednje. Prevzeli ste tisto miselnost in imate radi dobre govornike. Enim je všeč ta govornik, drugim je všeč tale govornik, tretjim je všeč tisti govornik. In pravi, nekateri od vas ste zavzeti moji, Pavlovi pristaši. Vse, kar sem povedal, cenite, štimate, to je vaša stvar.
to je vaše. Potem tam je bila ena druga skupina, ki so rekli, ne, Pavel, raje Peter. Peter, Kefa je njegovo hebrejsko-ramejsko ime. Peter, apostol Peter, tisti drugi, eden od najpomembnejših apostolov, Jezusovih učencev. In tista skupina pravijo, kar Peter pravi, to je glavna stvar v mojem življenju. Potem tu so bili eni drugi, ki so rekli, mi pa imamo radi tistega, ki mu je bilo ime Apolo. In Apolo je bil tudi eden od oznanjevalcev, učiteljev v Korintski cerkvi. Kar on pravi, to je glavno. Pogosto v današnjem svetu se slično obnašamo. Kar tisti pravi, je boljše, kot kar tisti pravi. Kar na tistem kraju učijo in prakticirajo, je boljše kot pri nas. In bolj zanesljivo, tisto pravo, pristno. In Pavel celo pismo naprej govori o teh stvarih. Grki so bili zavzeti pristaši govorništva in iskanja modrosti v življenju. Učene besede, beremo o Aristotelu, Platonu, Sokratu, o raznih ljudeh, ki so bili govorniki. In imeli so radi to, da je nekdo prišel pred njih in govoril. Čeprav niso ničesar razumeli, čeprav jim nobena stvar ni bila jasna. Ploskali so ali pa rekli nasvidenje. Če jim je bilo všeč, so rekli, so ga sprejeli. Če jim ni bilo všeč, so ga poslali domov. Podobno Pavel v pismu Korinčanom se srečuje z praktičnim življenjem ljudi, ki so bili v tej cerkvi v Korintu. In Pavel pravi, slišim, da se prepirate najprej glede tega, kdo je pomembnejši, potem razpravljate o načinu življenja, o zakonskem življenju, ali se naj mož in žena ločita, ali naj se ne poročita, naj živita tako skupaj. Potem najdemo v prvem pismu Korinčanom razne stvari, ali naj se udeležujejo procesi in obredov v templju, kjer je bilo meso in jedi so bile žrtvovane malikom. Potem najdemo, tam so bili nekateri, ki so bili, pravi Božja beseda, bili so požrešni, bili so v alkoholu. Potem pravi prvo pismo Korinčanom, nekateri od njih so si želeli samo ozdravljanja, samo velike čudeže v svojem življenju. Ozdravljenja, preroštva in razne s tem povezane stvari. Potem nekateri so se ukvarjali s tem, kaj bo, ko bo vstajenje od mrtvih, kaj se bo takrat dogajalo. In razne prakse so imeli glede tega. In zato je med njimi bilo več sporov, več druščin, ki so vsaka proti drugi govorile. To nam je precej znano, današnji svet tako funkcionira. Imamo različne stranke, različne kroge ljudi, tudi znotraj cerkve. In Pavel pravi eno stvar. Pavel nas nagovarja, vse tiste, ki smo spoznali Jezusa Kristusa, ki smo predali svoje življenje njemu in služimo njemu, pravi naslednjo stvar. Pravi, mar je Kristus razdeljen. In potem pravi, sem jaz, Pavel, bil križan za vas. Se morate zaradi mene prepirati. Morate zaradi mene imeti drugačne misli in ne biti v skladu, v ljubezni drug z drugim. In kaj jaz vidim v tem tekstu, in k temu bi nas rad vse napotil, vidim eno rešitev za vsakršno razprtijo in za vsakršno različno mišljenje, razhajanje. In ta rešitev, ki jo Pavel daje, je naslednja. Pravi, nisem bil jaz križan za vas, Pavel, ampak vedite, in vsi ljudje na svetu naj znajo, Jezus Kristus je bil križan za vas. Jezus Kristus je dal svoje življenje za nas. Je dal življenje za tebe. Jezus Kristus je ta Bog in človek,
ki je dal življenje za tebe. Zato osredotočimo se na Kristusa, osredotočimo se na njega. Zato, ker Pavel pravi in Božja beseda pravi vedno znova, samo eden je srednik med Bogom in ljudmi. To je človek Jezus Kristus. Samo eden je ta, samo eno ime nam je dano pod nebom, po katerem se lahko rešimo. In to je ime Jezusa Kristusa. Zato Božja beseda govori o tem, da bi se naj človek v življenju srečal in zedinil, soočil z Jezusom Kristusom. Zakaj bi se naj to zgodilo? Pavel je v tem, v pismu Rimljanom, intenzivno razglabljal. Rekel je naslednje, rekel je, vsi smo zgrešili. Vsi smo izgubili tisto Božjo slavo, ki jo je Bog vtisnil v naše življenja, ko nas je ustvaril. Vsi smo izgubili, vsi smo zgrešili. In pravi, plačilo za greh je smrt. Večna ločenost od Boga. Ampak pravi eno drugo stvar. Dar, ki ga milostno daje Gospod, pa je večno življenje po Jezusu Kristusu. Ne omenja nobenega drugega imena, ne omenja Pavel, po Pavlu prihaja odrešenje, ne omenja Apola, ne omenja Petra kot nekoga, ki bi lahko nudil odrešenje. Pravi, noben človek ne more dati odrešenja, samo Jezus Kristus lahko da odrešenje, samo Jezus Kristus. In, dragi zbrani, mar je Kristus razdeljen? Kristus ni razdeljen. Zelo jasno, to je retorično vprašanje, ki ga je Pavel uporabil, da bi jim povedal eno stvar. V Kristusa se osredotočite, svoje življenje postavite na to skalo, ki je beseda o križu, beseda o Jezusu Kristusu. On daje novo življenje, on daje odpuščanje od grehov, on daje usmiljenje do vsakega. Za njega je vsak dragocen, vsak pomemben, saj je vsak od nas Božje stvarstvo. Haleluja. Meni je to zelo pomembno sporočilo, zato ker vem, ne glede na to, kar sem v svojem življenju storil v preteklosti in ne glede na to, kaj me čaka v prihodnosti, čeprav se bom trudil po najboljših svojih močeh, vem eno stvar. Božja ljubezen, katero je Bog izkazal na križu, sega v moje življenje, sega do mene. In vem, dragi zbrani, in Božja beseda je glede tega jasna. Če se kristjani naj glede česa združijo, potem se naj združijo v tem. Naj hodijo za Jezusom Kristusom. Naj služijo Jezusu Kristusu. Naj predajo svoje življenje vedno znova Jezusu Kristusu. In naj se ljubijo med seboj z takšno ljubeznijo, s kakršno nas je On ljubil. In to je to sporočilo, ki ga Pavel daje, ki ga Pavel nudi. In Božja beseda o tem jasno govori. Pravi, Jezus Kristus je bil križan za vas, ampak ni bil samo križan. Jezus Kristus je umrl za vas in na tretji dan je vstal od mrtvih. Zato križ je prazen, grob je prazen. Zato da Jezus Kristus lahko živi v naših srcih, v naših življenjih, v tvojem življenju. In naj te vprašam tole vprašanje. Ali si sprejel Jezusa Kristusa v svoje srce? Ali si ga povabil v svoje življenje? Mogoče o tem nikoli nisi slišal, mogoče to ni tvoja praksa. Ampak Božja beseda nam govori o tem. Človek se mora srečati osebno z Jezusom Kristusom. In šele takrat lahko postane človek, ki dela za enotnost, ki dela za skupnost, za brati in sestrami. In pravi Pavel, vsi vi ste doživeli, pravi v Korintu, vsi vi ste doživeli to Božjo milost, ki vam je bila dana v Jezusu Kristusu. In kaj se je zgodilo v vaših življenjih? Pravi, v vsem ste v njem vsestransko obogateli, v vsej besedi in v vsem spoznanju. In pravi, zaradi tega ne pogrešate ničesar v življenju. Zato, ker hodite za Jezusom Kristusom, ker ste ga spoznali in On izpolnjuje vaše življenja. Haleluja. Meni je to pomembna beseda. In pravi, ta Bog, ki vas je poklical,
ki nas vse kliče, naj se srečamo z Jezusom Kristusom, naj živimo za njega, naj hodimo za njim. Ta Bog je zvest v naših življenjih. To je ta dar milosti za vsakega od nas. Ta milost je za vse ljudi. Haleluja. In zaradi te milosti kristjanom ni potrebno biti razdeljeni, ampak kristjani so lahko enotni v tem, da oznanjajo Jezusa Kristusa vsemu svetu, vse povsod, vsakemu, ki še ni spoznal Jezusa, ki še ni slišal za njega in lahko doživi to moč križa, to moč vstajenja v svojem življenju. Amen. Amen. Svojo pripravljenost poslušati Božjo besedo in po njej živeti, ter se truditi za edinost med nami, potrdimo z izpovedjo vere. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je z očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen je ustvarjen, enega bistva z očetom in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel z nebes in se utelesil po svetem duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil grob položen in tretji dan je od mrtvih stal, po pričevanju pisma, in je šel v nebesa, sedi na desnici očetovi in bo spet prišel soditi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca in svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih in v eno sveto katoliško apostolsko cerkev, priznavam en krst v odpuščanje grehov in pričakujem stajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Amen.
Kanadske cerkve so se pridružile usmernim ciljem tisočletja, ki so jih razglasili tudi Združeni narodi. Naslednje prošnje izražajo te cilje. Gospod, prosimo te za ljudi, ki trpijo zaradi revščine in lakote. Stiske večkrat povzročajo delitve. Prosimo te tudi za kristijane, ki trpijo v Siriji in v drugih deželah. Naj Kristusova ljubezen obnovi pravičnost in mir. Te usliši nas. Prosimo te za ljudi, ki skušajo vsem ljudem omogočiti šolanje in vzgojo. Naj njihovi dobri nameni gradijo mostove med cerkvami in nas naučijo spoštovati medsebojne razlike. Prosimo te, usliši nas. Prosimo te za ljudi, ki delajo za enako dostojanstvo in pravico moških in žensk. Daj, da bi vedno spoštovali Božjo podobo v vsaki ženski in vsakem moškem. Omogoči vsem enak dostop do poklicev, dobrin in uslug. Ko postajamo eno v Kristusu Jezusu, naj cenimo in sprejemamo darove moških in žensk. Prosimo te, usliši nas. Prosimo te za mlade, ki so bolni, in za tiste, ki skrbijo za zdravje otrok. Naj spoznajo, da so vse, kar so dobrega storili otrokom, storili Gospodu. Prosimo te, usliši nas. Prosimo te za ženske, ki so ljubeče sprejele svojo materinsko vlogo in za njihovo zdravje. Naj posvečamo vso skrb tem materam, ki nosijo v sebi novo življenje in katerih ljubezen do otrok nas spominja na Boga, ki nas ljubi in zadinja. Prosimo te, usliši nas. Gospod, prosimo te za ljudi, ki skušajo izkoreniniti AIDS, malarijo in druge bolezni. Naj ne preslišimo glasu tistih, ki so prikrajšani za dostojanstvo. Naj gradimo svet, v katerem bodo vsi ljudje deležni spoštovanja in skrbi in kjer nihče ne bo odrinjen. Prosimo te, usliši nas. Gospod, prosimo te za vse, ki trpijo zaradi posledic onesnaženega okolja in za vse ogrožene vrste. Uči nas odgovornega odnosa do okolja, da bomo uresničili spravo z okoljem. Prosimo te, usliši nas. Gospod, prosimo te za ljudi, ki delajo za mednarodno solidarnost in globalno vzajemnost. Ko podpiramo pošteno trgovino z dobrinami in odpisujemo dolgove najrevnejših dežel, naj si prizadevamo tudi za pravičnost. Prosimo te, usliši nas. Gospod, ko delamo na tem, da dosežemo te cilje, naj ne preslišimo tvojega glasu. Naj skupaj potujemo proti kraljestvu, ki si nam ga obljubil. Kot posinovljeni Božji otroci skupaj molimo, kakor nas je naučil naš Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes nas vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega, ker tvoje kraljestvo, moč in slava na veke. Amen. Gospod Jezus je ob stajenju pozdravil učence, mir vam bodi. In tako vse nas tudi zavezal k delu za mir med nami, za edinost med nami. Božje kraljestvo je mir in veselje v Svetem Duhu.
In ker nosimo v sebi Svetega Duha, si v znamenje tega veselja, te radosti podajmo roki. Apostol Pavel vabi korintske kristjane, da spoznajo v srcu in pokažejo v dejanjih, da Kristus ni razdeljen. Tudi nas vabi, da se bolj zavemo edinosti, ki že obstaja v Kristusu. Z vsemi ljudmi, ki kličejo ime Jezusa Kristusa, smo poklicani k svetosti. V Kristusu smo vsestransko obogateli. Zato se zahvaljujemo drug za drugega. Obogateli smo po mnogih blagoslovih, ki nam jih je Bog dal in nam jih daje po zedinjanju v Kristusu. Vsi skupaj ne pogrešamo nobenega daru milosti. Ukoreninjeni smo v Bogu, ki nas utrjuje v ljubezni in služenju. Skupaj izpovedujemo, da je Bog zvest. Jezus Kristus nas sprejema. Skupaj smo poklicani v občestvo z njim. Dopolnjujemo se v istem umu in istem hotenju. Skupaj iščemo soglasje in slogo. Premagujemo prepire glede nauka o Bogu in Kristusu, ki je bil križan za nas. Saj vsi skupaj pripadamo Kristusu. Kristus ni razdeljen. Ni razdeljen, Zato skupaj gremo na pot v svet in oznanjamo njegovo veselo oznanilo. Ti najsvetlejša si luč temi, ki razsvetlila moje je srce. Naj bom ponižen služabnik ti, naj svetim tudi jaz. Zdaj sem tu, moj Bog, pravljena pot, ki mi kažejo tvoja dlan. Meni je pogum, vek da zgorem se to, saj ob meni si
ti vsak dan. Zdaj sem tu, moj Bog, pripravljen na pot, ki mi kažejo tvoja dlan. Meni je pogum, vem, da zmorem vse to, saj ob meni si ti vsak dan. Vem, da ti vidno razumeš me, vem, da ob meni si, ko iščem te. In ko ne najdem poti naprej, začutim tvojo moč. Zdaj sem tu, moj Bog, pripravljen na pot, ki mi kažejo tvoja dlan. Meni je pogum, vem, da zmorem vse to, saj ob meni si ti vsak dan. Zdaj sem tu, moj Bog, pripravljen na pot, ki mi kažejo tvoja dlan. Meni je pogum, vem, da zmorem vse to, saj ob meni si ti vsak dan. Zdaj sem tu, moj Bog, pripravljen na pot, ki mi kažejo tvoja dlan. Meni je pogum, vem, da zmorem vse to, saj ob meni si ti vsak dan. Meni je pogum, vem, da zmorem vse to, saj ob meni si ti vsak dan. Prišli smo do konca naše molitve za edinost in naše edinosti tukaj ob oltarju naše cerkve. Zato se iz srca zahvaljujem gospodu Škofu, obema duhovnikoma, vsem zborom, pevcem, ki ste sodelovali pri tej molitvi, in vas vse, prav vse povabim po končani molitvi v dvorano veroučnih učilnic, da se srečamo še ob skupni mizi, v pogovoru, ob kozarčku, da poleg duha ukrepimo še tudi telo ali pa posladkamo telo. Ob koncu smo vsi skupaj povabljeni, da zapojemo pesem Kako lepo je tamkaj, da naj iz naših glasov in naših src zveni skupna pesem. Naj bo Bog hvaljen za to, kar smo tukaj in danes doživeli, pa naj se molitvena osmina za edinost kristjanov ne konča, ampak naj se v vsakdanjem življenju, srečevanju med nami nadaljuje v lepi besedi, prijaznem pogledu, na smehu, pa tudi v pomoči, če je potrebno. Bog plačaj vsem. Gospod z vami. Ljubezen Gospoda Jezusa naj vas pritegne k njemu, njegova moč naj vas utrjuje, v služenju njemu njegovo veselje naj vas napolni in blagoslov vsemogočnega Boga, Očeta in Sina in Svetega Duha naj pride na vas in nad vami vedno ostanem. Pojdite v miru. Bogu hvala.